V tem obdobju 2 let ni bil čas, kar se tiče samih pogojev življenja in finančnih seveda rezultatov, in ki enostavno ji rečemo kriza, ne samo v Evropi, ne samo v Sloveniji, ampak v celotnem svetu, to ni bil čas brez pravljic. Borba za kulturo znotraj nemirnega časa, pravzaprav, kot ste videli iz tistega poglavja 5 minut raja, ni bila težka, je bila pa mogoče težja tam, kjer je potrebno delati spremembe. Bilo je ogromno borbe z dediščino prejšnjega mandata, ampak vse to se je odpravljalo skozi princip odprtih vrat, dialogom, s povezovanjem, zaupanjem, z divjimi misli, ki jih tukaj gojimo, to se pravi s forumi, in z mreženjem z ostalimi ministrstvi, še posebej ministrstvom za gospodarstvo in ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Jaz poudarjam večkrat, da ni vse v zakonih, čeprav smo jih v tem mandatu sprejeli, oziroma v teh 2 letih sprejeli kar 8, nekaj manj pomembnejših ali pa manj zahtevnih, nepomembnih korektiv, popravkov, nekaj pa pomembnejših oziroma bolj zahtevnih. Vidite jih, naštete, bolje je, da povem, da jih imamo še 6 na mizi, da bomo posegli še enkrat v zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, da imamo na mizi, da se je iztekla javna razprava o zakonu o arhivih, da imamo na mizi že pripravljen zakon o Slovenski tiskovni agenciji, o medijih, da delamo popravke zakona o varstvu kulturne dediščine in uveljavljamo zelo zanimiv zakon o shemi deleža za umetnost v investicijskih projektih. To je poenostavljeno povedano zahteva, da vsaka novogradnja, ki bo šla iz javnih sredstev, bo morala imeti zraven še nek umetniški projekt z področja vizualne umetnosti, ki bo na nek način povečala opaznost, vidnost in seveda tudi prisotnost ustvarjalcev znotraj novih investicij ali enostavno zgradb. Čaka nas tudi resolucija o nacionalnem programu za kulturo, vse podlage se že delajo. Mislim, da ne bomo šli več v tako kratkoročni NKP, to se pravi tisti krovni pogled na kulturo, ki mora ostati narodu zavezan in zvest, ne glede na to, katera vlada vodi in ne glede na to, kateri pogoji so, kajti potrebno je imeti neko streho za to, da je hiša potem izvedena in trdna. Pa tudi resolucija za jezikovno politiko, ki je tudi že v delu. Pomembno je tudi, da se resno dogovarjamo za plemenitenje študija na področju menedžerstva, kajti šibke kritične mase v slovenskem prostoru rojevajo včasih pomanjkanje kadra za vodenje pomembnejših ali manj pomembnejših ali večjih ali manjših inštitucij na področju kulture ali pa drugih segmentov, ki potrebujejo vedenja in znanja, ki jih je pač potrebno imeti včasih ne samo iz prakse, ampak tudi iz poznavanja sodobnejših pristopov.